Vidi tale. Ne vidi se še? Ja, Se vidi, se vidite, vidi. PowerPoint, Okej. vse super se vidi. Dobro, hvala. V redu. Ja, dobrodošle in dobrodošli na današnjem srečanju o vključujoči slovnici, ki ga organiziramo v sklopu dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. In na današnje srečanje sem povabila z velikim veseljem Anjo Zavadek Golob. Zdravo, Anja. Anja je pesnica, glavna urednica pri založbi Vige Vage knjige, je prevajalka in kolumnistka v studiu City na nacionalni televiziji ter v sobotni prelogi Večera. Doslej izdala 4 samostojne pesniške zbirke, za katere je prejela 2 Jenkovi nagradi ter nagrado Kritiško sito. Anja živi in dela med Ljubljano in Brusljem. Povabila sem tudi z velikim veseljem kolegico, redno profesorico doktorico Mojco Smolej. Zdravo, Mojca. Profesorica Smolej je predavateljica na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani in njena osrednja raziskovalna področja so skladnja slovenskega jezika, govorjeni diskurs in jezikovna stilistika. Z nami še ni, vendar je povabljen kolega Janko Lozar-Mravlje. Profesor Lozar je redni profesor na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete na Univerzi v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu razmišlja o nihilizmu, krizi evropske umnosti in zgodovini bitij v povezavi z Nietzschejem, Husserlom in Heideggerjem. Anjo, Mojco in Janka sem povabila ne zato, da bi cenjeni gosti in gost predavali v vključujoči slovnici, ampak da bi svojimi izkušnjami in mnenji okrepili naš pogovor, v katerem bomo poskušali med drugim poizvedeti, na kakšen način predvsem mladi, upam, da jih je kar nekaj med nami, kako predvsem mladi pojmujejo, razumejo in rešujejo težnje v družbi k iskanju in dejanjanju novih jezikovnih in slovničnih praks o spolno nevtralnem naslavljanju vseh ljudi in uporabi neseksističnega jezika. Namreč to je koncept našega današnjega srečanja, gre za pogovor in spoštljivo izmenjavo mnenj, ki bodo, domnevam, različna in raznolika, zato vabim vse vas, da spregovorite, vprašate in komentirate, kar želite, in to naznanite z dvigom virtualne roke ali v klepetalnico, tako kot zmeraj. Med potekom srečanja, pravzaprav že na začetku, kmalu zdaj, bom postavila nekaj vprašanj, ki niso namenjena samo študentski populaciji, ampak vsem prisotnim, in sporočam vam, da je anonimnost zagotovljena. In vas ljudno prosim, da v kratkem času reagirate in podate svoj odgovor. Z odgovori bodo vse prisotne osebe seznanjene in upam, da bodo ti odgovori prispevali k diskusiji. No, torej, preden res začnemo, bi zelo rada, da se vsi seznanimo z razlogi in interesi, ki so vas pripeljali na današnje srečanje, in vas prosim, da sodelujete v tem prvem delu ankete, ki jo bom zdaj objavila, in ki še enkrat ponovno zagotavlja anonimnost vseh odgovarjajočih. Evo je. Vidite? Lahko na prvo vprašanje odgovorite z več odgovori. Še nekaj trenutkov vam bom dala, da odgovorite, potem bomo videli, kaj pravijo rezultati. 25 nas je.
Takšna vprašanja so koristna zato, ker potem vsi poizvemo, kdo so ostali prisotni in seveda, kakšni so njihovi interesi glede teme, o kateri govorimo. Okej. V redu. Bom zaključila vprašalnik in bomo videli, kaj pravijo rezultati tega. Čeprav nisem dobila odgovor oziroma niso odgovorili vsi, ampak mogoče pa vendarle. Aha, kje je zdaj tale? Aha, evo. Ali vidite rezultate? Share results, evo ga. V redu, zdaj pa? Okej. Torej, kot vidite, me zelo veseli, veliko oziroma večina je prisotna zato, ker pravi, da želi živeti v enakopravni družbi in hoče k temu tudi sam oziroma sama prispevati. Nekateri izmed vas so tukaj tudi zaradi osebnih razlogov in nekateri med vami tudi zaradi tega, ker pravzaprav čutite odpor do poskusov inkluzivne rabe jezika in na ta način in pravzaprav imate pomisleke glede tega. Aha. Potem, kar nekaj se vas je že v svojem življenju počutilo diskriminiranih na osnovi spola oziroma svoje spolne identitete in to v glavnem, kot vidimo, sicer v neki manjši obliki, ampak vendarle celo tudi v družinskem krogu, v šoli, na fakulteti, ampak večina, kot vidimo, v odnosi z drugimi nasploh. Okej, hvala lepa za sodelovanje. Gremo naprej. Torej, ko govorimo o osebah, se nanje nanašamo samostalnike s podkategorijo človeško, z osebnimi zaimki in v jezikih s slovničnim spolom tudi spolno zaznamovanimi končnicami in priponskimi obrazili. Vendar pa jeziki izražajo spol na različne načine. Nekateri imajo slovničnega, drugi semantičnega, nekaterega pa sploh ne poznajo. Recimo jeziki, ki poznajo naravni ali semantični spol, in tukaj bom navajala v glavnem primer angleščine in se poslužujemo z angleščino zato, ker seveda večina nas jo vendarle pozna. So občna imena večinoma spolno nevtralna. Pri živih bitjih se spol ujema z biološkim spolom, pri neživih se pa spola ne loči. Pri nekaterih samostalnikih razliko v spolu zaznamujejo dvojnice oziroma protipomenski pari, potem nekaj ženskih oblik je izpeljano iz moških. Večina samostalnikov pa ima enotno obliko, brez raziskovalnih obrazil in se rabi v spolno nevtralnem pomenu. Razlike so pravzaprav pri zaimkih v tretji osebi ednine za posamezen spol in v odvisnosti od sklona. In izjemoma se lahko afektivno, predvsem ženski ali moški spol rabita namesto nevtralnega it za kategorijo neživo, recimo kot v primeru živali oziroma plovil. Pri jezikih, ki poznajo slovnični spol, med katerimi je tudi seveda slovenščina oziroma vsi slovanski jeziki in romanski jeziki, tako kot tudi nemščina, ima vsaka beseda slovnični spol. Pri živih bitjih se v glavnem ujema z biološkim spolom, pri neživih pojmih pa gre za arbitrarno distribucijo. In tudi slovenščina poimenuje moški in ženski spol z dvojnicami oziroma protipomenskimi pari. Vendar pri večini samostalnikov se ženski spol izpelje iz moškega z dodajanjem besedotvornih obrazil. Za moški spol je najpogostejša ničta končnica, za ženski a, za srednji e. Čeprav napovedati spol samostalnika zgolj na osnovi končnice ni zanesljivo, seveda, zato ker so samostalniki z ničto končnico lahko tudi ženskega spola, nekateri pa moškega in tako naprej. Obstajajo številne izjeme glede končnic in sklanjatev, obstajajo samostalniki z dvojnim spolom, samostalniki z enotno moško in žensko obliko in samostalniki s podkategorijo človeško, ki so srednjega spola in seveda ostale izjeme.
Za razumevanje spola moramo vedeti, da gre za imanentno samostalniško lastnost, za kategorijo oblikoslovnega in skladenjskega sistema, ki omogoča in pogojuje izražanje sintagmatskih razmerij in besedilne koherence. Gre torej za pojem ujemanja, to se pravi osebek določa spol in število povedka in prilastka, potem spol osebnih in svojilnih zaimkov se vedno ujema s spolom samostalnika, na katerega se nanaša in tako dalje. Zavedanje o prepletenosti jezika in družbe se je v zahodnem svetu okrepilo v 60. in 70. letih 20. stoletja v okviru drugega vala feminizma. Ta je sovpadal z gibanjem politične korektnosti, kot vsi vemo, ki se je na ameriških kampusih zavzemalo za večjo enakopravnost žensk v družbi, kot tudi za odpravo rasizma in netolerance do drugačnih oziroma marginaliziranih skupin in posameznikov. Gradilo se je na predpostavki, da sta jezik in družba v soodvisnem razmerju, torej da jezik oblikuje naš pogled na svet in da je s spremembo jezikovnega vedenja možno vsaj delno vplivati na družbene spremembe oziroma jih celo sprožiti ali vsaj pospešiti. Čeprav je problem seksistične rabe v jeziku v slovenskem prostoru naslovljen razmeroma pozno, glede na druge jezikovne kontekste in kulture na Zahodu, lahko trdimo, da so se naredili premiki naprej k enakopravnosti spolov. Denimo lahko mirno rečemo, da se od srede 90. let raba generičnega moškega spola ni več nezaznamovana, da vedno bolj izgineva raba priimkov ženskih oseb v pridevniški svojilni obliki, da je v rabi vedno bolj prisotna sočasna uporaba moških in ženskih samostalnikov, ampak ostaja dejstvo, da se v vsakodnevnem diskursu spol še zmeraj zarisuje kot binarna kategorija. Medtem ko intraspolna raznolikost, interspolnost in transspolnost pa ostajajo večinoma spregledane. S tem osebe, katerih spol se ne umešča v binarni spolni sistem, ostajajo nevidne. In ker sta nam v jeziku ponujeni zgolj dve možnosti za nanašanje na osebe, se perpetuira navada, da vse osebe umeščamo samo v ti dve kategoriji, moško in žensko. Zato, da bomo vsi prisotni lažje razumeli in razmišljali o koristnosti in umestnosti novih jezikovnih in slovničnih praks, o neseksističnem naslavljanju vseh ljudi, mi bo priskočila v pomoč študentka Zala Julija Kavčič z nekaj razlag ravnokar omenjenih ključnih pojmov. Prosim, Zala, izvoli, jaz sem uredila, da deliva lahko obe. Super, pozdravljeni. Zdaj, glede na to, če hočemo začeti, se pravi, neko debato o vključenosti vseh celega spektra spolov v jezik, je zelo pomembno, da nekako začnemo z nekega skupnega izhodišča pri razumevanju spolov. Zdaj jaz bom čisto na kratko predstavila nekako kako se razume lahko spekter, na katerem je spol. Kratko prezentacijo. Informacije sem dobila na spletni strani zavoda Transakcija, ki je transspecifična nevladna organizacija in deluje na področjih psihosocialne podpore, pa tudi vidnosti in zagovorništva transspolnih oseb in imajo super spletno stran z veliko informacijami, jo bom tudi potem pustila povezavo v chatu. Začela bi pa s tole infografiko, ki je tudi od Transakcije, in sicer oblačnica. Tukaj je v bistvu naslovljene te teme, s katerimi se bom malo ukvarjala zdaj v naslednjih par minutah. Se pravi, govorila bom največ o spolni identiteti, ki je pa treba razumeti, da se razlikuje od spolnega izraza, od spola pripisanega pri rojstvu in pa spolne usmerjenosti. Se pravi, to so različne kategorije in vse v bistvu zelo kompleksne, vsaka zase. No in upam, da mi uspe opredeliti nekako osnovno opredeliti par osnovnih terminov. Sicer, kot sem rekla, je tema zelo kompleksna in jo je težko popredalčkati po kategorijah, ampak je pa nujno, da se neka opredelitev naredi, ker pomaga pri razumevanju.
Se pravi, je pa pomembno, zato ker spol seveda ni samo neka oznaka ali pa kategorija, ampak je v velikih aspektih vpliva na naša življenja. Zdaj, od tega, kakšne norme se od nas pričakujejo, kako naj bi se oblačili, kako naj bi se obnašali, kako naj bi kazali čustva, konec koncev tudi, katere poklice naj bi opravljali. In tukaj govorimo o spolni identiteti. Zdaj, na prezentaciji imam par dolgih definicij, ni namen, da se jih zdaj poskuša v celoti prebrati, ampak jaz jih bom poskušala na kratko povzeti. Kot sem rekla, bom pa pustila link do transakcije, kjer si jih lahko bolj podrobno preberete. Se pravi, pri spolni identiteti ne gre za spolno usmerjenost. Spolna usmerjenost je privlačnost posameznice ali posameznika, gre pa za v bistvu osebno doživljanje lastnega spola. In tukaj, če pogledamo primer, Matejeva spolna identiteta je moška, kljub temu, da mu je bil ob rojstvu pripisan ženski spol. No, spol je pa v družbi dojet predvsem binarno in to velja tako za biološki spol, kot pa za družbeni spol, ki jo ločimo. V angleščini sicer mogoče lažje, ker imamo zelo različna izraza, sex in gender. V slovenščini biološki spol, torej je razdelitvena lastnost, glede na pri kateri na podlagi spolnih organov razdelimo ljudi ob rojstvu na ženske in moške. Družbeni spol je pa v bistvu vzgoja in pa socializacija človeka, ki temelji na temu opredeljenemu biološkem spolu. No, in družbena in kulturna koncepcija spolov, se pravi, pač koncepcija ni vedno neposredno povezana s to anatomijo, je pa precej strogo binarna in pa cisnormativna. In to je še en termin, ki je zelo pomemben, se pravi cisspolnost in cisnormativnost. Predstavlja v bistvu ujemanje spola, ki je bil pripisan ob rojstvu, spolno identiteto. In cisnormativnost je pa v bistvu neko vsesplošno prepričanje, da je cisspolnost, da so vse osebe cisspolne in da je to edina možna spolna identiteta. No, osebe, ki se pa ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, se pravi na podlagi genitalij, so transspolne osebe. In transspolnost je nadpomenka, je zelo širok krovni izraz v bistvu, ki označuje celo vrsto različnih spolno nenormativnih identitet. In to so take, ki pač ne pašejo v ta binarni sistem. In nekatere transspolne osebe so ženske, nekatere so moški, nekatere se opredeljujejo nebinarno ali pa se ne opredeljujejo z nobenim spolom, nekatere spola sploh ne čutijo ali pa se jim spolna identiteta skozi čas spreminja. No, ta termin zajema zelo širok spekter identitet, ki so naštete tukaj. Jaz bom omenila samo nekaj najbolj pogostih, ki jih najbolj pogosto srečamo, seveda pa nočem s tem nobenega izključiti, ampak samo zaradi časovnih omejitev bom malo krajša. Se pravi, interspolnost ali intersex v angleščini je v bistvu biološka telesna nejasnost spola, se pravi nezmožnost, da bi otroku ob rojstvu pripisali izključno ženski ali pa moški spol. In interspolne osebe imajo v bistvu atipičen razvoj spolnih kromosomov, zvez in pa reproduktivnih organov. Potem nebinarne osebe, ki sem jih tudi že omenila, to je še en krovni termin v bistvu, ki zajema spolne identitete, ki se ne umeščajo znotraj tega binarnega sistema, se pravi žensko-moškega. In spet vključuje veliko različnih identitet. In če pogledamo primer, vidova spolna identiteta je nebinarna in se ne identificira kot moški, ne kot ženska. Ob rojstvu mu je bil pripisan moški spol. In tukaj že lahko opazimo eno zanimivo rabo jezika. Potem pa še spolna fluidnost.
je pa spolna identiteta, pri kateri osebe čutijo, da je njihova spolna identiteta fluidna. In to pomeni, da se spreminja ali skozi čas, mogoče iz dneva v dan, mogoče skozi leta, skozi življenje. In tukaj je jasno, da lahko nastopijo različne težave pri naslavljanju oseb z inkluzivnim jezikom. Zdaj, s tem bom jaz zaključila. Kot sem rekla, spol je zelo kompleksna tema in obstaja na spektru in je zelo težko na kratko predstaviti. Zato vas bom napotila še na te povezave, ki jih bom pustila v chatu. Se pravi, Zavod Transakcija, njihova spletna stran, njihov priročnik o transspolnosti, imenovan Med modro in roza, in pa publikacijo Vsi spoli so resnični, ki jo je pa pripravila organizacija Ligebitra. Zahvaljujem se vam za pozornost in se opravičujem za en malo nervoze. Najlepša ti hvala, odlična si bila. Tukaj vstopam spet. Aha. Jaz, seveda, hvala za razumevanje, ker seveda imamo, pač smo v okolju Zooma in to so vse seveda realnosti, s katerimi se srečujemo. Najlepša hvala, Zala, še enkrat. Torej, vrnimo se nazaj. Razmerje med identiteto in jezikom je v zadnjih desetletjih postalo predmet raziskovanja tako sociolingvistike kot tudi jezikovne antropologije in analize diskurza. In to, kar je skupnega vsem tem prostorom, ki so sicer seveda različni med sabo, je pojmovanje, da identiteta ni le psihološki mehanizem samoopredelitve osebe, temveč se identiteta konstruira v družbeni interakciji, med drugim in seveda predvsem skozi jezik. V nasprotju s tradicionalno sociolingvistiko poststrukturalistični pristopi ne pojmujejo identitete kot preddiskurzivno danost, torej govorci in govorke torej ne vstopajo v interakcijo z identiteto, ki se zgolj izraža skozi jezik, ampak se ta identiteta skozi jezik tudi konstruira. To posledično pomeni, da se v nasprotju s prevladujočim stališčem, ki bazira na spolnem binarizmu, spol ne pojmuje kot lastnost, ki oseba ima, ampak kot dejavnost, ki jo skozi komunikacijo in v diskurzu oseba izvaja. Zato je seveda v kvirovskem jezikoslovju spolni binarizem pojmovan kot primarni simbol marginalizacije in stigmatizacije nenormativnih oseb in praks. Torej, ko govorimo o spolno vključujoči jezikovni rabi, ne moramo več upoštevati le osebe z normativnimi spolnimi identitetami, ampak moramo razmišljati tudi o transspolnih osebah, ki jim slovnični spolni sistem ne omogoča vidnosti. In čeprav to početje predstavlja za vso skupnost kar velik izziv in pozneje se bomo dotaknili tudi konkretnih težav, moramo upoštevati, da obstajajo nekatere alternativne jezikovne prakse, ki lahko vsem omogočijo družbeno in diskurzivno eksistenco. In kot sta leta 1995 zapisala Igor Žagar in Mirjam Hladnik-Miharčič, tisti, ki jih jezikovna praksa ne upošteva, ne morejo biti enakopraven in enakovreden del družbe. Številne domače in mednarodne politične in zakonodajne institucije so poskrbele za izdajo smernic za spolno nevtralni jezik. To je citat uvoda smernic, ki jih je izdal Evropski parlament na hitro, pravijo spolno nevtralni jezik, je splošen izraz jezika, ki je pravičen glede na spol. Namen spolno nevtralnega jezika je izogibanje izbiram besed, ki bi bile lahko zaznane kot pristranske, diskriminacijske ali žaljive, ker nakazujejo, da je en spol ali družbeni spol standarden. Uporaba jezika, ki je pravičen glede na spol in vključujoč, prispeva tudi k zmanjšanju stereotipov o spolih, spodbuja družbene spremembe in prispeva k uresničevanju enakosti spolov. Konec citata. Ampak zdaj bi vas rada povabila k odgovoru na tretje vprašanje, ki ga bom sprožila takoj zdaj. In me zanima, kaj menite. Ali se družba, v katerem živite, študirate, delate, obnaša v skladu s temi smernicami?
Kar hitri ste bili. Ja, večinoma seveda meni, da ne. Nekateri pa da. Se opravičujem, kar govorim brez, da sem pokazala. Torej, ja, večina vas misli, da se družba ne obnaša v skladu s temi smernicami, nekateri pa da. Kje zaznavate, da se odgovor v skladu s temi smernicami najde? Mogoče lahko kdo pove, kje ste zaznali, v kakšnih dokumentih, kontekstih, kje vidite, da se tem smernicam sledi. Tisti, ki menite, da je temu tako. Nihče? Ali so to morda seveda naslavljanja v dokumentih oziroma v nekem administrativnem jeziku ali v javnosti oziroma v medijih in podobno. No, nihče noče z mano deliti tega. Dobro, bomo videli potem, kako bo naprej. Tukaj bomo navedli in obravnavali nekatere predloge, tehnike in namige o možnostih, ki jih različni jeziki, seveda tudi slovenščina, ponujajo za spoštljiv in vključujoč način rabe jezika. Naj poudarim, da vsi materiali in vsa literatura, ki sem jo prebrala za pripravo tega dogodka, v nobeni jezikovni kulturi ničesar ne predpisujejo ali ukazujejo. Vsak posameznik ali posameznica ima vse to na voljo in se lahko odloči za eno ali drugo varianto, v odvisnosti od konteksta, v katerem se nahaja, od tipa besedila, ki ga ustvarja, od načina sporočanja, ali gre bodisi za govorni ali pisni jezik in tako dalje. Situacija se v jezikih kar bistveno razlikuje. Zdaj najpogosteje uporabljena strategija pri recimo angleščini, ki smo jo že prej omenili, je nevtralizacija. Namreč uporabljajo se nevtralne besede, ki niso spolno zaznamovane in se nanašajo na vse ljudi, brez omenjanja moškega oziroma ženske, sploh pa tiste, ki so sestavljene, recimo, zdaj konkretno seveda za angleščino govorim z besedo man. Pred sabo vidite tudi nekaj primerov nevtralizacije v drugih jezikih, recimo v italijanščini, in nekaj primerov skupnih imen v španščini in seveda v slovenščini. V slovenščini imamo seveda tudi na voljo semantično spolno nevtralne besede, imamo na voljo skupna imena, potem posamostaljene oblike, to se pravi namesto želeli ali želeli smo, naša želja je bila, posamostaljene množinske deležniške oblike, to se pravi namesto želja anketiranih kolegic ali kolegov, želja anketiranih, in besedne zveze z levim pridevniškim prilaskom namesto samostalniških besednih zvez z levim prilaskom. Problem ujemanja z moško generično obliko v angleščini recimo rešujejo s prakso, ki je sploh v zadnjih letih, ki se je sploh zelo razširila v zadnjih letih. Recimo na prvem slajdu imamo primer na levi strani rabe, tako kot pravijo, seksističnega jezika, in kar je ponujeno na desni strani, je inkluzivna oblika s podvajanjem recimo osebnih in svojih zaimkov oziroma pridevnikov. Zdaj se mi je zanimiv ta komentar, povzela sem te primere iz ene izmed smernic med ameriškimi fakultetami, v katerem, kot vidite, pravi, zaradi pretirane uporabe te strategije je besedilo neprijetno za branje. In potem raba zaimka they oziroma njegove svojilne oblike there. V tem slajdu imamo pa primer nadomestila s samostalnikom, to se pravi, ko se osebni zaimek nadomesti s samostalnikom, oziroma osebno nagovarjanje bralca, to se pravi, ko se preide iz nevtralnega teacher na osebno nagovarjanje bralca. Zdaj me pa zanima, ali je Janko z nami, Janko Lozar. Ali je Janko Lozar prišel? Zdravo, zdravo Janko. Uspel sem. Dobrodošel, hvala lepa, da si z nami. No, Janko, tvoj učbenik Uvod v fenomenologijo
je napisan v sedanjiku, v njem neposredno naslavljaš bralca, bralko s ti in se tako izogibaš seksistični rabi. In me zanima, kako si do tega prišel, zakaj si se tako odločil in predvsem, kakšni so bili odzivi stroke in uporabnic in uporabnikov. Jaz bi mogoče prosil, če lahko nekaj podelim z vami, Ja, Word, seveda. če lahko se... Tako. Oprosti, sam mičkam, da tole jaz. lahko. Evo, izvoli. Takole, malo lažje, da ne bom samo v eter govoril. Evo, skratka, z Jano so govorila o tem sestanku in beseda je nanesla tudi na to moj učbenik, ki sem se ga lotil s tem, da bi nekako po nekem vzgibu, zelo intimnem, skušal narediti vključujoče, se pravi, uporabo vseh slovničnih kategorij tako, da se ne bi avtomatsko mislilo, naj si je še tako v generičnem smislu mišljeno, sem rekel, kaj pa, če bi se potrudil, duh časa je pravi, zmeraj je čas pomembna kategorija pri spremembah pravi. Lahko bi pa mogoče preden čisto konkretno sem za te par stvari tukaj omenim, rečem, da tak nek primarni motiv moj, odkje prihaja ta moj notranji vzgib. Namreč, jaz sem kot dete Jugoslavije živel v družini, Jugoslavija na tem terenu že marsikaj postorila, glede enakosti spolov in mislim, da marsikdo se lahko s tem strinja, namreč pri meni Malo te prekinja. A samo jaz Janka ne slišim? Ne, ga prekinja, ja, žal. Joj, Janko, si še z nami? Ja. Ja, oprosti. Zelo te je prekinjala. Zdaj mogoče kaj boljše? Ja. Zdaj kaj boljše? Ja. Ostali smo na otrok Jugoslavije. Zdaj? Vidimo te ne. Vidimo te ne, ampak vidimo tale. Ste videli na internetu? Ne? Evo, je zdaj kaj boljše? Ja, lej, probi. Ok, zdaj moram še enkrat deliti, se mi zdi. Ja? Ja, evo, se opravičujem nekaj s tem našim Wi-Fi-jem. Dobro, skratka, čist hitro kontekst, a je bolj slišati? Ja. Ok, manj prekinja, dobro je. Se pravi, moj kontekst za ta notranji vzgib, da bi se skušal pri pisanju učbenika znajti tako, da bi bilo vključujoča raba spola. Kaj, jaz sem kot mnogi izmed nas dete Jugoslavije in pri nas doma sem jaz bil vajen tega, da sta oter in mama enaka, oba dva hodita v službo, v enih stvarih je en močnejši, v drugih drugi in tako naprej in to je moj samoumevni svet. In ko z takega sveta pridem v današnji čas, se kaj dogodi, taka močna gesta družbena, da bi se še bolj pravično uredilo naš svet. Tudi na jezikovnih ravneh, še malo bolj senzibilizirano do obeh spolov in do drugih spolov. In to je ta moj notranji vzgib, torej izhaja iz neke samoumevnosti, da smo si mi enako pravni in z enakimi možnostmi. Jaz mislim, da je to neka lepa jugoslovanska dediščina, pač socialistična, to je ta nek razsvetljenski moment naše bivše Juge in iz te notranjega vzgiba sem jaz zdaj pač pristopil k tem problemu v mojem učbeniku. Zdaj, prvi korak, ki sem ga naredil, je, da sem izstopil iz znanstvenega mi, kot vidite, se pravi, najbolj običajno za prakso pisanja tekstov je, mi mislimo, mi verjamemo, mi bomo skušali pri tem in tem avtorju.
že kot itak mi ni všeč ta pristop za mi, ker to je ta nek znanstveni, objektivni, univerzalni mi, ki ga itak ni po mojem, a ne. A pa poleg tega pa tudi ta mi ohranja generičnost moškega spola, ne. Pravzaprav, ne, kot lahko vidimo, glejte, ni bilo to takoj rešitve najdene, ampak sem recimo začetnejše besedilo učbenika, vidite lahko tukaj, sem pisal, stopili smo v polje transcendentalne zavesti, če se spomnimo, da smo v naslovu poglavja postavili, ne, se nam zastavlja vprašanje, zakaj nekaj nismo začeli z naravno zavest. Tu moramo spet neumorno izpostaviti izvorno zgodovinskega. In zdaj, ne, seveda, ne, tukaj v tem mi ni prostora za pri meni stopile smo. A ne? Smo v naslovu poglavja postavile. A ne? Vidimo, kako je nekako izključevalno, ne, ta mi. In zdaj rešitev na prvo žogo je tukaj umik znanstvenega mi, ki ga je zamenjal moj prvoosebni jaz, moškega spola. Pristop, kot rečeno, je vključevalen, torej sem vključen tudi jaz kot človek moškega spola. In se potem tole stvar razrešila, ne, obrnila takole, ne, prvoosebno sem začel, stopil sem v polje zavesti, če se spomnim in tako naprej in tako dalje. Zdaj, če bi bil spodaj, tukaj piše, ne, jaz, Jankica Lozar Mervlje, bi to pomenilo, da bi pisal, stopila sem v polje transcendentalne zavesti, v naslovu poglavja postavila, etc. Torej, moji motivi, jezikovni in slogovni najprej, ne, verjetno. Zdaj, kako zdaj nasloviti bralko, bralca, da bi ne bi bilo treba poseči po meni vsaj po teh grafičnih rešitvah, priponah, podvajanjih, recimo, ne. Bralec, jaz imam težave na slogovni ravni, jaz to ne prenašam. Imam strašne težave s tem, res. Mene to zmoti pri branju teksta. Mogoče koga ne, mene ja. Meni to razbije lepoto misli. In kot marsikdo zna povedati, slog je pač ključen za filozofijo. No in tu zdaj pač moja rešitev bila neposredno naslavljanje z ti in sebe z jaz. No tu pa sem zašel neko dodatno težavo v slovenščini, ne, kjer sem to neposredno naslavljanje bralca, bralke, ne, to se je zgodilo v trenutku, ko sem posegel po pretekliku ali prihodniku. Kakor hitro rečeš, ne, sem bila, ti si bil postavljen, ne, ali ti boš postavljen, postavljena, moraš že ločevati, ne. Čim sem pa ostal v sedanjiku, je pa na neki magični ravni to se razblinilo in se je odprl nek nenavadno fin prostor. No, preden grem čist k temu, kar je bilo tam že objavljeno, ne, na kratko se sam na to, ob to konkreten tekst obregnemo, bi pa izpostavil še filozofski motiv, ki pa za ta jaz, ki se pravi ni samo motiviran zgolj na to današnjo tematiko, ampak še malo širše. Filozofski motiv. Že Ivan Urbančič je pisal filozofske tekste s tem, da je mene kot bralca naslavljal za ti. Ti razmišljaš, ne, in to sem se tega pri njem učil. Kaj je zgodba? Moja subjektivnost, Piščeva in moja, je nekaj, kar je vzeto v poštev, je neodpravljivo. Tisti znanstveni mi stoji na predpostavki, da obstaja neka objektivna resnica, ki mojo subjektivnost pač postavlja na stran. Tu se vključi moje filozofsko stališče, ne, da je vsako resnico neodpravljivo vpisana moja subjektivnost. In zato prvoosebni nagovor. Vsaka resnica, naj še tako objektivna, je, hočeš nočeš, vselej prvoosebna. In tako zdaj čist nekih teh par primerov, ki ste jih že videli, ne, ki so bili vam prijazno že podeljeni pred samim tem sestankom, ne, zdaj kako se to bere. Zdaj, ta prvi stavek ohranja neko kočljivost, da bo čist na kratko, ne. Se pravi, glejmo tam v drugi vrstici, ne, da fenomenološko razmišljanje zahteva, da v fenomenologijo vstopiš s svojo intimnostjo. Mora te nagovarjati osebno, se pravi intimno. In vsem tistim, kar bolj ali manj neovedeno prevzameš. Ko sem to začel na ta način pisati, mi je prav prijetno pri srcu, sem rekel, evo, da se.
Ne? Zdaj, seveda, problem je pa samo v tem našem širšem kontekstu, ali lahko v vseh znanostih, tako kot si to lahko filozofi privoščimo, prehajamo iz tega znanstvenega mi v prvoosebni jaz. To je pa drugo vprašanje. Ne? Evo, tu lahko zaslutiš možnosti svoje lastne poti. Lepo mi je bilo videti, da nisem rabo podvajati, pisati nekih počrtavanjkov in skratka tu prišel do neke rešitve. Je pa tu se ohranil nek drug problem, kot vidite, ne, v tej prvi rumeno obarvani frazi, tukaj od tebe kot filozofirajočega človeka. Aj, človek, ne. Tak nek generični naziv, žal več moškega spola, ne. Bi moral napisati osebe. Filozofirajoče osebe. Osebe. Ok, dobra. Dobra. Ali je to isto? Ja, bi lahko šlo, bi šlo. Zdaj, malo daljše je človeško bitje, ampak to je zdaj slogovno šlo. Oseba, bolje. Tako da ja, evo, pač slog je meni, ne, to je moja subjektivnost pač, ki je ne smem odpisati iz te zgodbe in iz teh vseh dogodkov na naši sceni. Jaz imam težave s temi prekompliciranimi grafičnimi rešitvami. In da bi se pa temu izognil, je pa mogoče moj diskurs zamejen pač na sedanjik strogo, ne. Si predstavljate, da nekdo piše nek roman pač s to mojo direktivami, s temi pač samo v strogem sedanjiku, mislim, to tudi ne gre, ne. Evo, tako. Oprosti, ob prebiranju tega sem pomislila ravno na to, da pravzaprav mogoče je to izvrstna rešitev za pač to knjigo, ki si jo želel napisati, ampak pravzaprav težko apliciramo prav povsod oziroma na vse vrste besedil, ne? Zato, ker ti tudi kot jezikoslovec veš, da če bi pisali samo v sedanjiku, bi zelo osiromašili pač jezik in bi nekako izgubili, da ne govorim recimo za italijanščino, ki ima 21 glagolskih oblik, ne, bi izgubili vse te finese in tako naprej, ne. Tako da bi bilo zelo, zelo škoda pravzaprav to aplicirati vse povsod, ampak je to pa ena izmed možnosti, ki jo imaš za to vrstno besedilo, ne. Tako, v tem svojem vrtičku sem jaz se potrudil nekaj na tej zgodbi širši, ki se okrog nas dogaja, ne. Ja. In mislim, da je nekaj malega ratalo. To bi bil moj mali doprinos k temu osvetljevanju našega sveta. Evo. Zanima me, kakšen odziv je bil strani uporabnikov, ste se kaj pogovarjali o tem? Notorično znano je, da se recimo filozofi med sabo ne pogovarjajo. Feedback, mislim, tu pa tam sem slišal, da je mi všeč, tudi ta prehod k prvoosebnemu ni čisto samoumeven, tudi ne pri drugih kolegih. Študentom mislim, da ja, da jim je všeč, nisem pa veliko tega povratnih informacij dobil. Nekaj pa sem in kar sem jih dobil, so bili zelo veseli, no, ko bi rekel. Ok, super. Odlično, najlepša ti hvala. Hvala vam. Čakaj, tole zdaj boš moral zapreti. Ok. Torej, ena od možnosti je ta. Meni se zdi tudi zelo zanimivo to in sigurno brati en tak učbenik je bistveno bolj user-friendly, kakor bi rekli Angleži, ne? Kot težje besedilo, prav gotovo. V redu. Tukaj sem želela samo podati še en par zelo hitrih primerov, kako rešujejo v angleščini recimo problem ujemanja v spolu, ta problem, ki si ga ti izognil v tem besedilu, pri vprašalnih, oziralnih in nedoločenih zaimkih recimo, ki bi se morali normativno ujemati z moškim spolom, ne glede na našalnico. In to delajo tako, da celo zaimek zamenjajo s členom, kot vidite v teh dveh primerih, ali pa z rabo zaimka they, ki se uporablja vedno bolj tudi v edninski funkciji, čeprav to ni slovnično pravilno. Prehajamo počasi na novo vprašanje, ki sem ga pripravila za vas. In sicer me zanima,
me zanima, zdaj seveda ne vem, koliko vas je študentov oziroma študentk, tako da bom sicer, mislim, vprašanja so naslovljena z mislijo na študente in študentke, ampak prosim, da odgovorite tudi, če ste predavatelji oziroma predavateljice. Izvolite. Vidim, da smo skoraj vsi odgovorili. Pokazala bom rezultate. V korespondenci s študentkami, študenti, predavateljice uporabljajo spolno nevtralni jezik včasih, kar je že zelo dobro, ne. Kot vidim, večina vas pričakuje od institucije, na kateri študira oziroma dela, da uporablja spolno nevtralni jezik, ko naslavlja študentsko populacijo in zaposlene. Tudi na Filozofski fakulteti tudi, ne, delujemo v tej smeri. V redu. Nadaljevali bomo še s prezentacijo, in sicer naslednji točki sta na nek določen način povezani. Namreč prva se nanaša na uporabo dvojnic, tukaj sem navedla primere v italijanščini in v slovenščini, ampak pri tej možnosti gre za zložene vsebke, ne, in ki se, če jih uporabljamo le v takšni obliki, kot jo navajamo tukaj, prvič spet nanašajo le na moški in ženski spol, drugič povzročajo dileme o ujemanju in usklajevanju obeh. Sicer obstajajo primeri skladenjske feminizacije, to sem povzela po Mojcinem članku, ne, to se pravi ujemanje po bližini, to se pravi odvisnosti od tega, kateri del para je na koncu se potem v tem primeru glagol ujema. Potem alternacija spolov, ne, to se pravi, da imamo osebek, ki prvič se glagol ujema v moškem spolu, drugič v ženskem ali obratno, in uporaba, kot vemo, ženskega spola kot generičnega. Ampak vsak zase te povzročajo nezanemarljive težave, ne. Mojca Medved, kot jezikoslovki veva, te težave so predvsem pri besedilni koherenci, ne, razumevanju besedila, ne. Recimo tudi dolžini besedila, če se strinjaš, ne. Vse to povzroča kar veliko komplikacijo oziroma zelo, zelo oteženo branje. Ne vem, nekateri izmed teh so tudi potem neinkluzivni, recimo ta zadnji, ženski, a ne, tudi. A sem še kaj pozabila? To se pravi, to so problemi, ki jih povzročajo to vrstne prakse v branju besedila, ne. Recimo so lažje, po tvojem mnenju, če so govorjena ta besedila ali ne. Recimo, meni se zdi, da so v tem primeru morda pisana besedila, ki so tako obtežena, bistveno težja za razumevanje. Ja, hvala ti za povabilo, hvala ti tudi, da si tole pokazala. Ja, jaz bom tako rekla, ko se je pač pojavila ta problematika oziroma ta pravzaprav želja po inkluziji, me je seveda zelo, zelo najprej zanimalo kot jezikoslovko, kako to rešiti. Sama sem seveda mnenja, da ko se v družbi pojavi neka težava oziroma nekaj izključujočega, je to potrebno rešiti.
Seveda pa to ne pomeni, da je to možno rešiti zlahka. Namreč tudi ti si kazala nekaj primerov iz angleščine, a ne, za moje pojme, seveda je angleščina jezik, po katerem se malce težje zgledujemo. Ja. Mnogo, kot si že omenila, lažje oziroma bolj primerljiva je na primer italijanščina, francoščina, no in zato sem se jaz lotila natančne raziskave, kako so se Francozi tega lotili, ker poznajo prav tako kot mi skladenjsko ujemanje, samostalniki, pridevniki izražajo spol. In seveda leta 18 so v Franciji že dobili prvo slovnico, inkluzivno slovnico, in so podali seveda številne rešitve. A ne, to, Aha, imam še nekaj primerov. Ja, je pač samo nekaj, Ja. Ampak kot si omenila, res je, pravzaprav prav vse na nek način seboj potegnejo tudi težavo. Kot si že ti omenila, predvsem na ravni koherence, se pravi na ravni razumljivosti besedila. Tako kot je že pred mano, a ne, Janko omenil, ta tudi slog, preobloženost. Jaz sem lansko leto morala lektorirati neko besedilo za univerzo, kjer sem bila seveda prepričana, dvojnice bomo v tekstu uporabljali, ne, in je bil približno en tak stavek: zaslužna redna profesorica, zaslužni redni profesor bo sama prinesla ustrezna potrdila. In že samo ta prvi stavek je bil zame nesprejemljiv. Ja, A ne, in tako kot si pač rekla, tukaj se zastavlja vprašanje, kaj narediti. Je pa seveda, no, tako da jaz tukaj neke rešitve nimam. Možnosti je precej. Tako na ravni skladenjske feminizacije, kot na ravni leksikalne feminizacije, kar nekaj tudi novi pravopis, ki nastaja, ponuja, na primer podčrtaje in tako naprej. Ampak seveda to avtomatsko ne pomeni, da smo s tem že vse rešili. Seveda. Tako da to ostaja seveda odprto. Bi pa, če lahko, no, še to izkoristim, ko ravno govorim, zakaj me je ta inkluzivna slovnica francoska tako navdušila, zato ker že takoj v uvodu napišejo, da seveda jezik lahko vsakdo uporablja tako, da njemu ustreza. Se pravi, pri rabi jezika smo seveda svobodni, kar pomeni, tukaj je mnogo rešitev, vsakdo naj jih seveda izbere po sebi, lastnih kriterijih, željah. Seveda pa, česar inkluzivna slovnica vsaj zaenkrat še ne rešuje, je pa seveda problem standardno knjižnega jezika. Namreč govorim seveda o pravnih besedilih, o besedilih, kot so zakoni, kjer pa seveda moramo imeti neko poenoteno rabo. Vsaj po mojem mnenju. Tukaj tudi jaz nimam rešitve, kako to pravzaprav ustrezno vključujoče rešiti. Mogoče rešitev ni enoznačna, ne? To se pravi, da mogoče je rešitev v tem, da se na en določen način obnašamo v eni vrsti besedila, v drugi vrsti besilah imamo pa večjo svobodo in tako naprej. Tako se strinjam s tabo, da je treba nujno seveda upoštevati tudi zvrst besedila. Tako. Nekaj so morda literarna besedila, zdaj če shecam rečem, malce špiknem svojega predgovorca, morda filozofska besedila. Spet na drugi strani so pa zakoni, na primer, ki pa urejajo. Tako da mislim, da je tukaj, da bo potrebno še kar nekaj dela, nekaj razmišljanj, da še nismo zdaleč ne na koncu. In seveda upam, no, da bomo vsi skupaj, od sociologov, psihologov, jezikoslovcev, celotne družbe, da bomo res stopili skupaj in našli rešitev, ki bi na nek način ustrezala vsem. Jaz upam, da je to možno. Jaz tudi. Seveda drug problem je seveda spet šola, ker mi lahko tukaj na nek način debatiramo, imamo okrogle mize, kot sem rekla, eno so umetnostna besedila in tako naprej, publicistična besedila, drugo pa je spet seveda, kako pristopiti v šolo, k opismenjevanju, ker je pomembna vzgoja, vsaj za moje pojme, poudarjam, to je moje osebno mnenje. Kako tam pristopiti, se pravi, k populaciji, ki šele usvaja branje in tako naprej. Hvala lepa. Ja, si omenila francoščino.
Tukaj imate nekaj, skratka sledi temu Diasu in seveda ostalim, ki potem pridejo. Nekaj, kar sem povedala prej, da se povezuje s temi dvojicami, o katerih smo prej govorili, in to so te grafične širitve. Ne? To se pravi, v francoščini obstajajo vse te, ki smo jih tukaj navedli. To se pravi in oklepaj, in počrtaj, in velika črka na koncu, in mala pika pred koncem, in ta famozna črna pika, debelejša v francoščini. Vidite, recimo, meni se zdi zelo, zelo zanimivo, kako so tukaj na enem prometnem znaku pravzaprav rešili, ne, to inkluzivnost, kar pomeni, da se vidi celo v tem konkretnem primeru. Ne. Potem sem želela samo še nekaj teh primerov iz tujih jezikov, ne, to se pravi, da vam dokažem, tako kot je prej Mojca povedala, da se pravzaprav s tem ukvarjajo istočasno absolutno vse druge jezikovne kulture poleg naše in da nismo edini v tem. Recimo v italijanščini, kot vidite na levi strani, sem pred parimi tedni dobila vabilo na en simpozij lingvističen, ne, kjer je uporaba asteriska oziroma zvezdice. Tukaj imate na desni strani pa Facebook post italijanskega komunističnega časnika oziroma dnevnika Manifesto. Tukaj recimo je kar ena kombinacija primerov vseh možnih rab v francoščini iz korpusa Le Lien, glasila francoskega sindikata delavcev in delavk v visokem izobraževanju, kjer imamo uporabo te pike vmes, potem tudi, kot vidite, izmenjavo oziroma izmenično rabo tako ženskega kot moškega osebnostnega zaimka. Tukaj recimo imate tudi nekaj primerov na roke napisanih besedil, recimo iz nekih spet francoskih posterjev. Recimo tukaj je primer besedila iz belgijskega časnika, kako izgleda sploh v zadnjem stavku tudi uporaba vseh teh grafičnih znak. Obstaja tudi poševnica, ne? Recimo kot je primer zapisa osebnega zaimka, ne vem, če ste s tem seznanjeni, ampak zdaj se recimo v anglosaksonskem svetu sploh priporoča, da se poleg lastnega imena pripiše tudi zaimek, s katerim se oseba, ki govori ali ki je naslovljena, želi identificirati, to se pravi, lahko je to she ali he, recimo poševnica tukaj seveda vključuje vse. Recimo, zanimiva je celo raba afne v španščini oziroma portugalščini, kot vidite tukaj, na levi strani imate recimo poster znane brazilske nadaljevanke Todos Nós, v kateri ima glavno vlogo transspolna oseba, na desni strani imate pa prikaz transparenta v podporo baskovskim političnim ujetnikom. Recimo, še en poster, recimo ena zanimiva stvar, samo še to, glede tujih jezikov, kar zadeva italijanščino, ravno zdaj v zadnjih 2 tednih, prav v zadnjih 2 tednih poteka javna razprava glede predloga uporabe polglasnika oziroma schwa, kakor mu rečejo, ki ga je občina mesta Castelfranco Emilia prevzela od sociolingvistke Vere Geno, in je lansirala idejo, da se zaradi inkluzivnosti, z namenom inkluzivnosti na njihovi spletni strani in socialnih omrežjih občine uporablja polglasnik. Namesto, kot vidite, kot tukaj, kar kolega, siete, tudi benvenuti, ker je pravzaprav, kot pravi Vera Geno, celo možno izpeljati v italijanščini, ker je ogromno narečij, ki redno uporabljajo polglasnik. Ta polglasnik. Recimo, zanimivost je tudi ta, da naj tudi povem, da je lansko leto neodvisna založba FQ iz Firence odločila izdajati svoje neleposlovne naslove z rabo polglasnika. To je recimo naslov enega izmed člankov na to temo, ki sem ga našla. In potem pridemo tudi do podčrtaja, tega zelo glasnega podčrtaja v slovenščini. Tukaj sem prosila Anjo, da mi dovoli objaviti nekaj del njenega posta na Facebooku, ki se mi je zdel zelo zanimiv, in bi jo prosila, če nam lahko pokomentira, na kakšen način in zakaj se je odločila za uporabo podčrtaja
tako kot je tukaj razvidno. Ja, hvala lepa. Zdravo. Malo me fraz prime vsakič, ko imam karkoli opred s filofaksom. Imam tam malo mi je ostal slab občutek. Od zadnjič. Ne, zaradi sebe, ne zaradi faksa, zaradi sebe, ker pač nisem končala tam študija in tako in pol imam vsakič znova, me malo prime fraz, kadarkoli kdo prije s kako stvarjo s filofaksa. Ampak bom se potrudila po najboljših močeh pač komentirati to. Ja, jaz sem postala bolj pozorna na to, kako sama pišem ta besedila, ko so publicistična, ker bom samo teh govorila, zdaj ne bom govorila o poeziji, čeprav bom malo omenila tudi. Takrat v tisti polemiki, ko je sprožila raba izključno ženskega spola v internih besedilih na filofaksu in pač tem zelo dolgem repu in zelo poskočnem repu, ki ga je ta debata takrat imela. Takrat sem v bistvu prvič pol tudi to aplicirala v praksi v svojem pisanju. Jaz kot cis nenormativna oseba imam težavo s tem, da pač se počutim izključeno v rabi izrazov, recimo na formularjih, kjer moram podpisati, da sem, ne vem, kjer podpiše, ne vem, prejemnik, ali pa podpisnik. Ne vem, pa se moram pol jaz tam podpisati. Jaz to pač sem popravljala že leta in mi je to vedno povzročalo problem. Pol pa sem se začela v bistvu spraševati, kako bi to lahko rešili bolj elegantno. Ker to, da ti tam prečrtavaš nek formular, je malo militantno. No. Bi bilo to treba seveda obstajati, mora nek bolj eleganten način, da se to reši. In osebno mi je po primerih, ko jih jaz poznam, ali pa potem, kako daleč lahko jaz pridem z analizo ali pa z nekim predlogom, se mi je zdelo, da je najbolj, da bi bilo najlažje, če ne bi reducirali, ampak če bi subjektivizirali. V smislu, da pač vsak uporablja tisto, kar hoče uporabljati od zaimkov, recimo, ali pa od oblik glagolov, ampak, ali pa pri samostalnikih, ampak da dodaja podčrtaj. In da ta podčrtaj nekako najmanj invazivno deluje v tekstu, da najmanj moti, kot je prej gospod Janko rekel, da pač ga moti, če so dvojne uporabe, pa da to on štrli iz teksta in da moti stil. Meni se je zdelo, da preden da dobim ta argument, da bi bilo mogoče pametno razmišljati, kako se tega argumenta že v štartu zlostati. In ta način se je meni zdelo najbolj elegantno, pač da če jaz želim uporabljati žensko obliko, recimo, pač dati žensko obliko not, jo dam, če želim dati moško obliko, jo dam, pa zadnji dam podčrtaj. Ta podčrtaj pa pomeni vse ostale oblike. Se pravi, vse tiste druge, ko jih jaz nisem omenil. Jaz zdaj to prakticiram, zaenkrat prakticiram na Facebooku, zato kako sem na večeru v bistvu še napišem dosti dolgo, tam gre za tiskano obliko kolumne, bom pa tam tudi poskusil, pa bom videl, na kak odziv bo to naletel, nisem še. Ko pa sem prej v kakih kolumnah, ker nisem stalno pisal, ampak sem samo občasno kaj objavil, to poskusil narediti, je bilo to sčrtano. Pač, tako daleč še nismo, da bi recimo nek dnevni medij, ko bi objavil kolumno z oblikami, kakršne hoče avtor ali pa avtorica, v mojem primeru avtorica, ker se uporabljam šija za sebe. Mislim, da tako daleč še nismo prišli. Zaenkrat smo tako daleč, da spod zdaj piše, da pač mnenje ne odseva nujno mnenja uredništva, tudi to je že. Pravi, na vsebinski formi smo že, da se uredništvo distancira. Tako, hvala, distancirava, pač dovoljuje, da jaz mislim, karkoli pač že mislim, do neke mere. Pol pa nastane problem, ampak to je druga tema.
medtem ko pri tej rabi pa še nismo. Na Facebooku pa nimam pač urednika ali pa drugega medija nad sabo, ampak pač sem izključno sama odgovorna za to, kar napišem in tam pa recimo si striktno dovoljujem, oziroma zdaj niti ne objavljam več brez. Kadar gre za več takih, ponavadi alterniram. Kadar pišem daljši tekst, alterniram, kar pomeni, da recimo uporabim moško obliko, pa dam počrtaj, pa naslednjič, ko je spet pride oblika, objavim žensko obliko, pa počrtaj, pa pač tak menjavam, nekako, da enakovredno zastopam pač oboje. Kadar govorimo o nekih drugih, pa se mene to ne tiče. Ne. Kadar uporabljam za sebe, pač uporabljam žensko obliko, pa uporabim zraven počrtaj. Včasih se zgodi, kadar gre za zaimke ali pa kaj pač, da uporabim oboje, pa uporabim vmes pač slash, tako je tudi ta primer po njenem prepričanju, da pač, kjer gre za pravole kot stop, pa ne morem pač uporabiti samo enega, čeprav bi tudi šlo. Tak nekako, meni se to v bistvu obneslo do te mere, da imam tak občutek, da pravzaprav na tak način to, kar pišem, deluje bolj inkluzivno. Pa pač želela bi si, da gre tu za politično vprašanje, to ni vprašanje zgolj rabe, mislim, moji teksti ponavadi so politični, na tak ali drugačen način in se večinoma tičejo nekih detajlov v družbi, se pravi nekih marginaliziranih skupin ali pa nekih podrobnosti znotraj nekega, ne vem, širšega aspekta, ko bi mogoče bil pomemben za manjšine, ne pa toliko pomemben za neko prevladujočo večino. Tako da že po defaultu, po vsebini tega, s čimer se ukvarjam, se pričakuje nekako tudi, vsaj jaz od sebe pričakujem, da bo pol tudi tovrstna inkluzivnost na ravni jezika, ko ga uporabljam. Zdi se mi, da je to tudi politična drža, da s tem, ko to dosledno uporabljam, kolikor se da dosledno uporabljam, pravzaprav izpričujem neko politično držo, kakršno bi želela, da bi bila prevladujoča drža, se pravi, da gre tudi za nek boj na ravni civilne družbe za inkluzivnost. Moram pa, preden končam, sam še to dodati, da takrat, ko se je sprožil ta rep teh debat, po tej odločitvi Filofaksa, da bo uporabljal sam ženske oblike, se je pokazal, vsaj jaz sem doživela to večkrat v raznih debatah, v živo ali pa na spletu, da ljudje to absolutno jemljajo kot osebno vprašanje. Mislim, kot nekaj, kar jih osebno tangira in na kar pripenjajo številne težave znotraj družbe, na katere naletijo, ali pa nepoštenosti, nepravičnosti, ki jih dojemajo na tak način. Tako da slovnica niti slučajno ni nekaj, kar bi bilo sistem, ko ga pač zgolj se naučiš, pa ga uporabljaš, ampak ga ljudje, kar me je presenetilo takrat, pa me tudi zdaj še vedno znova preseneča, ker pač vedno znova naletim na neke okruške te debate, je nekaj, kar ljudje jemljajo izjemno osebno in tudi na tak način doživljajo in pripenjajo na to svašta, ko se o tem govori. Toliko bi za začetek, pa mogoče pa. Hvala. Seveda, jezik je zelo intimna stvar. To vsi vemo. Poleg tvojih primerov sem samo tako pripela še nekatere druge, kjer ti imaš ta podčrtaj in za njem nič drugega, to se pravi, zapišeš samo eno obliko, medtem ko v teh drugih primerih, kot vidite, se sledi nekim navodilom, ki so tudi razloženi na spletni strani transakcije, kjer pravzaprav neka pravila so, tudi v tem, včasih je moški spol, potem ženski, ampak vsekakor ta podčrtaj pravzaprav simbolizira prostor pluralnosti spolov. Simbolno nadomešča vse še neobstoječe v jeziku končnice in obrazila za spole, ki se nahajajo torej med binarnima moški in ženski. Je pa to praksa, ki prihaja od spodaj navzgor. Njegovo rabo so razširile osebe, ki pripadajo LGBTQ skupnosti. Je pa res, da je omejen na pisno razumevanje in recimo predlog z njihove strani je, da se govorno naredi vmesni premori med moško in žensko obliko, brez veznika in na ta način tudi to zabeleži. To je recimo tudi ena od aplikacij Solange the Project, otvoritev te razstave je bila prejšnji teden. Se mi je tudi zelo zanimivo zdelo
tudi tale. Pa sem šla pogledat na Solange the Project, imate pravzaprav aplikacijo v vseh teh jezikih na enak način. Ja. Če lahko mogoče samo zmotim, ne vem, če je kdo zasledil v medijih danes, ampak je bila ta plakat, v bistvu to delo je bilo zažgano oziroma pač nek vandalizem je bil in je v bistvu čist zgorelo praktično. A res? Sploh nisem videla tega, danes nisem zasledila. To je, wow. To tudi, če smem, jaz sem opazil, mislim, jaz sem tudi komentiral to na Facebooku danes že, meni se zdi, da je to zelo dober, da je to v bistvu posledica, no. In da, ko govorimo o tem v teoriji, je to praktičen prikaz, kje živimo, ne. Se pravi, v kakem ne moramo tega gledati ne politično. A tle živimo, ne? Ja, in tukaj je tudi treba, ja, seveda, ja. In pač, mislim, to je druga raba, to je raba tega, da pač vsakič, ko oblast ima problem, pa rabi čustven odziv večinske populacije, se zateče k dvema temama, ena so begunci, druga je LGBT populacija, zdaj eno bolj prime, drugič drugo bolj prime, odvisno, ne. Ampak če se vrnem na ta, če lahko komentiram ta akt, ta umetniški akt, pa to, kar se je zgodilo, mi, ko govorimo o inkluzivni rabi, že pri nas je problem družbena klima, meni se zdi, da ta zažig tega umetniškega dela pred Cukrarno zelo dobro kaže na to, da družba ni pripravljena na neke stvari pri nas. Se pravi, če lahko naletimo na tak militanten akt posilstva nekega umetniškega dela, zaradi tega, ker je zaradi sporočila, ko ga ima, pol vemo v bistvu, kje smo, ko se začenjamo pogovarjati o tem, da bi v slovnico posegali, Se pravi, da bi uporabljali neko bolj inkluzivno obliko, ki ne bi bila več striktno moška, zaznamovana moško, Se pravi, da ne bi bil to prevladujoči spol, Vidimo, kje smo točno danes, točno s to akcijo, Ja. Skratka, tu gre za ful političen akt, tako se strinjam s tabo, jezik je absolutno intimen, In ja, tudi feminizem je, Seveda. kakor je intimen, absolutno družben, saj vidimo posledice. Absolutno. In predvsem ne razumem, zakaj pri nekaterih ljudeh ne vem, deljenje pravic drugim, kako ne razumejo, da deljenje pravic drugim, ostalim, ne pomeni imeti manj pravic, oziroma ti ne ostaneš brez pravice, če imajo tudi drugi pravice, In zato je to, nisem vedela za to, danes sem imela predavanje in sem se pripravila na to, tako da žal tega nisem zasledila. Je pa grozljivo. Ja, to sem hotela reči. Recimo, ne bom vas vprašala, seveda, kaj si mislite o družbi, v kateri živimo, seveda, ker si ne želim tega, oziroma mislim, da tudi ni potrebno. Vas bom pa, spet se bom vrnila nazaj na to vsekakor lepo umetniško delo in vas bom zadnjo stvar vprašala, oziroma ta naj bi mogoče nekako prav prišla tudi zaradi neke samorefleksije in se nanaša na to, da se povprašate, ali ste se pripravljeni potruditi in disciplinirati v rabi spolno nevtralnega oziroma neseksističnega jezika in prosila bi vas, da odgovorite tako za pisni kot za govorjeni jezik. Ne da se, ker se izključuje. Se izključuje? Bi mogli... Kaj se izključuje? Izključevalni ste. Lahko samo govorimo ali pa samo pišemo. Ampak vidite, katera vprašanja so. A res, ampak nekaj se dogaja. Mislim, jaz vidim, da se dogaja. Lahko samo pišeš ali pa govoriš. Okej, no. Skratka, ali je razlika, da vidimo pri naporu, ki ga je treba vložiti v to. Ko pišeš ali ko govoriš, namreč zakaj sem prišla do tega, da vas to vprašam. Sem poslušala nekaj intervjujev z avtorji in avtoricami, uredniki preomenjene založbe v Italiji,
ki so lansirali to idejo, da pač uporabljajo polglasnik v svojih leposlovnih naslovih. In potem eno vprašanje bilo, a vam gre pri tem, sploh pa pri govoru, in potem so prav vsi govorili, trudim se, koncentriram se, discipliniram se, to se pravi, oni tudi priznavajo, da jim je zelo težko. Pa še ena stvar vmes, medtem ko razmišljate morda o tem, in naj bo to vprašanje za vas, intimno vprašanje za vsakogar od vas. Recimo, poslušala sem še eno TEDx prezentacijo ene zelo pridne ameriške študentke, oziroma ne vem, če je dijakinja študentka, nema veze, ki je korejskega rodu. In ki je govorila o tej temi, in zanimivo je to, ko je govorila o razliki, nič o korejščini, ne vem, tako da bom samo reproducirala to, kar je ona povedala. Kako mnogo kateri so rekli, da se pač ne želijo s tem ukvarjati, sploh pa v govorjenem jeziku. Ona je pa navedla primer, da recimo v korejščini v odnosu oziroma v konverzaciji, komunikaciji do starejše osebe, vsaka mlajša oseba mora uporabljati drugačne zaimke. To se pravi, če se pogovarja z osebo, ki je starejša od nje, uporablja dva določena zaimka, medtem ko se pogovarja s svojo mamo, s katero je seveda v intimnejšem odnosu, ampak je spet še zmeraj vendarle starejša, drugi par zaimkov. Ko se pogovarja z nekom, ki je njene starosti, tretji par zaimkov. In seveda na ta način se njihova interakcija v jeziku tudi konstruira, tako kot smo rekli prej, in pravzaprav vsak Korejec od mehnih, mislim, ko je še mehen, pravzaprav gradi to samodisciplino pri komunikaciji v zvezi z ostalimi. Tako da ne moremo reči, da se ne da. Vse se da. Okay. To bom zaključila, ker pravzaprav deljeno je, oziroma pri pisanju pravite, da ja, da se želite, evo zdaj vam bom to objavila, ne vem kako to, zakaj nagaja. Se pa strinjate kar vsi, da bi potrebovali več znanja, ne? Nekateri ga imate dovolj, nekateri bi pa potrebovali več znanja, in upam, da je tudi ena taka debata doprinesla k temu, da malo razmislite oziroma da pridobite veščine oziroma znanja, ki so za to potrebne. To je to. Jaz sem pravzaprav želela tukaj končati in se zahvaliti vsem vam za sodelovanje, za pozornost, za prispevke. Izredno zanimiva je ta debata. Zdaj smo že 1 uro pa pol v njej. Če ne želite česa dodati, bi potem na tej točki zaključila. Hvala vsem. Hvala lepa, Jana. Tudi vam. Hvala. Hvala. Čau.